Kamp Šobec, ki sodi med največje kampe v Sloveniji, ima več kot 400 urejenih kampirnih mest na 15 hektarih površine. Te prekriva v gosto naseljen Borov Gozd, ki ga je močno opustošila ujma. Za nekoga, ki je tukaj prvič, morda ne zgleda nič posebenega, nekoga pa, ki ta kamp pozna, se je že zgodilo, da sem videl tudi koga ubil, kanga od domačinov, ki je to videl. Tudi meni so šle kar malo solze na oči. Poškodovana je več kot polovica dreves in skoraj vsi objekti v kampu. A materialna škoda, pravi direktor, ni najhujša. Polomljene strehe bomo hitro sanirali in tiste objekte, ki so bili poškodovani. Tista hujša škoda, ki se jo pa v bistvu niti ne da ovrednotiti številkam z denarjem, je pa seveda škoda na drevju. Poškodovano drevje že teden dni iz kampa odstranjujejo stroji. Trajalo pa bo desetletja, da bodo na tem mestu znova zrasla visoka drevesa, ki so poleti nudila senco številnim gostom z vsega sveta. Tudi Sotesko Vintgar je ujma močno opustošila. Vzdrževalci so Sotesko prvič obiskali šele pred nekaj dnevi, a so se uspeli prebiti le do polovice. Za zdaj namreč je prenevarno, da bi jo lahko pregledali v celoti, a kot kažejo te fotografije, je podrtega drevja ogromno. Poškodovane so tudi ograje in varovalne mreže. Soteske najverjetneje za obiskovalce ne bodo mogli odpreti pred veliko nočjo, kot so načrtovali. Je pa tudi pozimi odprt kamp Bled v Zaki, ki pa takrat, ko je klestila ujma, na srečo ni imel obiskovalcev. V kampu Bled je 8 takih počitniških hiš, gozdne vile in pravijo, a so k sreči med vremensko ujmo vse ostale nepoškodovane. Podrta pa je polovica drevja, ki ga bodo odstranili takoj, ko sneg skopni. V začetku marca bomo za 4 dni odprli kamp in do takrat verjamem, da bomo pripravili vse potrebno, da se normalno odpre. Obiskovalce v kamp Bled vsako leto pritegnejo tudi zimske dejavnosti, a bodo zaradi ujme obe drsališči in otroško smučišče do konca zime ostali zaprti.